Ok, zdaj kako registriramo domeno? Ponudnikov registracije je malo morje, tako v Sloveniji kot v tujini. Nekateri so malo bolj, bi rekel, zaupanja vredni kot drugi, nekateri so dražji kot drugi. Zdaj, odvisno od posamezne domenske končnice, odvisno od koliko je domen, odvisno od tega, koliko zaupate nekemu registrarju in tako naprej. Za slovenske domene jaz uporabljam neosurf.si po večini in zadeva je dosti enostavna, samo vpišemo ime domene.si naprimer in bo avtomatsko preveril, ali so te domene na voljo ali ne. Zdaj, če damo, v prejšnjem videu smo gledali ltvslo.si, je recimo domena že registrirana, se pravi, se jo ne da kupiti, čeprav piše dodaj v košarico. To piše zato, ker se jo da prenesti. Se pravi, če ni vaša, jo seveda ne morete prenesti, ampak če je vaša, bi jo recimo lahko od enega drugega ponudnika k neosurfu. V tem primeru ime domene .si je prosta, .com tudi, EU, net in tako naprej. V tem primeru lahko damo dodaj v košarico, potem v tem primeru ne bi izbrali gostovanja, rabili bi ga, ne bi ga izbrali, potem se registriramo, prijavimo in potrdimo naročilo, plačamo in domena je naša za obdobje enega leta. Lahko seveda za več let, ponavadi registrarji ponujajo nek popust za več let. Zdaj, tudi za .com je neosurf čisto super, za Slovenijo je lahko to domovanje domenca kakorkoli. Lahko pa še ena reč, tld-list.com, to je nek spletni imenik ponudnikov registracije domen in v tem primeru, naprimer, takoj vidimo za .com domeno, je najcenejši Spaceship z $5 za registracijo, najcenejši, se pravi za prvo registracijo, najcenejša obnovitev domene je Cloudflare za nekih $10, če pogledamo nazaj na neosurf, pa pogledamo podaljšanje domen za .com, ne, je to od 15 €. Podaljšanje, ok, podaljšanje je za eno leto 2099, v tem primeru je tudi $10. Še enkrat, tu je treba biti pozoren na to, kdo ti ponudniki so, če je ponudnik nek nov, če je ponudnik ne kar kjerkoli kupovati domene, ker če preneha delovati ta ponudnik, lahko izgubite dostop do domene. Zdaj neki taki znani Spaceship je kar znan, Cloudflare je zelo znan, name.com je zelo znan, GoDaddy.com je zelo znan, Namecheap.com je zelo znan. Jaz imam ogromen domen pri Cloudflareu, pri Namecheapu in tako naprej, tako da vredno se malo poigrati, vredno malo pogledati tudi OVH.com so zelo veliki. Treba malo pogledati, pa potem se odločati. Ena zadeva tu je za nekatere domene, recimo .hrde, kakorkoli te, ki so nacionalne domene, recimo .ca, Kanada in tako naprej, so nekateri pogoji, ki jih je treba izpolnjevati, če se hoče domeno registrirati, ali imeti kakšnega posrednika, ali imeti stalni naslov tam, ali imeti podjetje v tisti državi in tako naprej. To zavisi od domene do domene. .com, net, co, org, pa tele novejše XYZ, klub, kafe, coffee in tako naprej. Tukaj načeloma ni nekih omejitev in se domeno lahko prosto registrira. Tako da v naslednjem videu bomo pogledali, kako domeno povezati z paketom gostovanja oziroma kupiti paket gostovanja, pa gor postaviti spletno stran.